upadlo po smrti 20-letne Katje Jagodic, ki je umrla zaradi zapletov po cepljenju s cepivom Janssen. A država je ta cepiva še dodatno naročila kljub pozivom stroke, naj cepljenje z Janssenom ustavi. Zakaj? Po predahu. Gledate tretje predvolilno soočenje na televiziji Pop TV. Gospa Godec, število cepljenih na dan je pri nas močno upadlo po hudem zapletu s cepivom Janssen. Umrla je 20-letna Katja Jagodic. Vodja svetovalne skupine za cepljenje Bojana Beović je ob tej tragediji jasno opredelila, cepljenje z Janssenom bi morali ustaviti. Vlada pa je kljub temu ta isti dan od Madžarske kupila 100 000 odmerkov tega cepiva, čez mesec dni je sicer to naročilo preklicala, ampak zakaj ste na dan tega tragičnega dogodka vztrajali pri nakupu ob dejstvu, da je NIJZ že predtem dal odklonilno mnenje do cepljenja z Janssenom? Kolikor jaz vem, takrat EMA ni govorila o tem, da se z Janssenom ne cepi. Cepivo je bilo takrat priznano. Tisto, kar ste povedali... Naši strokovnjaki so to odsvetovali. Ja, mislim, da je minister potem takoj cepljenje s tem cepivom tudi prepovedal in se zadeva ustavila. Ampak ta isti dan, na dan, ko je umrla 20-letna Katja, ste vi kupili od Madžarov 100 000 odmerkov tega cepiva. A ste vi ta isti dan vedeli, da je to cepivo bil vzrok? Saj NIJZ ga je že prej odsvetoval, ravno zato sem se vprašala. Ne, če smo dosledni, potem bodimo dosledni, ne? Ta isti dan se še ni vedelo. NIJZ je že pred tem tragičnim dogodkom odsvetoval. Komisija je kasneje ugotovila, da je bila posledica cepljenja. In jaz mislim, da zdaj po spominu, moram reči, da bom točno trdila, ampak je minister takoj prepovedal cepljenje z Janssenom. Gospod Cigler Kralj, kaj si vi mislite o nakupu cepiva Janssen, kljub temu, da je stroka ta nakup odsvetovala? V Novi Sloveniji se niste opredelili do tega, nekako se zdi, da ste bili modro tiho. Najprej iskreno sožalje vsem svojcem, ker taka smrt je tragična. Želel bi poudariti, da kot laik, kot medicinski in zdravstveni laik težko presojam, katero cepivo je primerno in katero ne. Mislim, da imamo za to tudi stroko, ki nam to pove in svetuje. Bi pa vseeno nekako opomnil na našo izkušnjo z učinkovitostjo cepljenja v domovih za starejše. Ko smo v domovih za starejše stanovalke in stanovalce ustrezno zaščitili s cepivi, se je tam smrtnost in obolevnost izjemno znižala. Zdaj ste spet preusmerili pozornost na nekaj drugega, ker sem vas vprašala konkretno na cepljenje z Janssenom. Gospa Bratušek, novo infekcijsko kliniko naj bi dobili leta 2026. Vi med svojimi prioritetami nimate infekcijske klinike, pač pa regijsko bolnišnico v Ljubljani. Pa me zanima, kdo bo v tej bolnišnici delal ob takšnem pomanjkanju kadra, kot ga imamo? Glejte, najprej tudi z moje strani seveda iskreno sožalje ob smrti mladega dekleta. Druga stvar, ki jo želim jasno povedati, je, da se v stranki SAB zavzemamo, da cepljenje ostane prostovoljno. Tretja stvar, ki jo želim povedati, je, da je marsikaj v tej epidemiji šlo narobe. Ogromno stvari, sama bom izpostavila eno. To je ob začetku, v prvem valu epidemije, preveč mrtvih, starejših upokojencev v DSO-jih. Po naši oceni bi se to dalo urediti drugače in takrat zaščititi, če lahko tako rečem, tista življenja. Ampak ena od ključnih stvari bo tudi dovolj kadra, ker to je bil velik problem v epidemiji. Pa odgovorite zdaj, koga bi vi zaposlili v ljubljanski bolnišnici? Čez noč se seveda to ne da rešiti. Nekaj je že povečan vpis na medicinski fakulteti v naši državi. So pa tisti, ki bi uporabljali regijsko bolnišnico in smo prepričani, da Ljubljana potrebuje danes uporabniki storitev v kliničnem centru. Se pravi, bi razdelili tiste najtežje oblike, bi pustili v kliničnem centru, normalno, če lahko rečem, regijsko bolnišnico, pa seveda Ljubljana potrebuje tako kot vse ostale regije v Sloveniji, pa je nažalost ni. Gospod Kordiš, kako bi vi, boste dobili besedo, gospod Kordiš, kako bi vi reševali ta kadrovski manko in kako bi koncesionarje prepričali, naj se vrnejo v javni sistem, to imate zapisano v programu?
Ja, že na kratek rok se da zelo veliko storiti, samo politična volja za to je potrebna. Imamo dobrih 10% zdravnikov, ki sočasno poleg javne službe opravljajo še zasebno službo, torej tako imenovani zdravniki dvoživke in aktivno ustvarjajo čakalne vrste. To prakso dvoživkarstva je potrebno kratko malo prepovedati, zgolj regulirati je ne moremo. Ko smo to poskusili, smo videli, kaj se je zgodilo z afero na ortopediji. Ljudje so se lažno evidentirali za delovni čas in potem veselo odskakljali delati dodaten biznis k zasebniku. To je prvi ukrep, kje lahko dobimo dodatne kadrovske kapacitete. Kar se tiče pa zdravnikov, zlasti družinskih zdravnikov, ki bežijo iz zdravstvenega sistema, jih je pa potrebno prepričati z dodatno izgradnjo tega javnega zdravstvenega sistema, v katerem se bo oskrbelo prvenstveno tako pacienta, kot zagotovilo normalne delovne pogoje, da ljudje ne bodo na delovnem mestu izgorevali, in za zdravnike in za ostalo medicinsko osebje. Ne pozabimo, še hujša kriza, kot jo imamo z kadri na področju primarnega zdravstva, kjer je brez osebnega zdravnika grozljivih 130.000 ljudi, imamo na področju medicinskih sester, bolničarjev in tako naprej. Gospa Bregant, vi prihajate z primarnega zdravstva, je to dovolj? Ne, seveda ne. To je v bistvu čisti populizem. Namreč zdravnikov v Sloveniji po raziskavah Evropske komisije manjka jih 1000. Če hočemo to urediti, potem je potrebno polirati kader. Potrebno je urediti delovne razmere. To se da doseči tudi na ta način, da se seveda poveča transparentnost sistema. Ko povečaš transparentnost sistema in ko se točno ve, kaj zdravnik naredi, pri katerem pacientu. In tukaj bi si zares želela, da bi naš Zavod za zdravstveno zavarovanje, oni bi morali biti primarno zainteresirani za to, da bi vedeli, kaj in kako zdravniki delajo, kaj in kako so naši bolniki oskrbljeni, kateri zdravniki so na katerih delovnih mestih. In to se da dejansko doseči z informatizacijo. Ni pa seveda to dovolj. Zdaj, povišan vpis na medicinske fakultete nam deloma zadošča. Vendar pa seveda, preden prideš do zdravnika specialista, traja. Moramo tudi vedeti, da na nekaterih deloviščih imamo mi dovolj kadra, tudi sester, tudi zdravnikov. Najbolj nam jih manjka na primarni ravni, kjer pravzaprav Družinski zdravniki so problem. in bolniki najbolj potrebujejo zdravnika v svoji bližini. 80% vseh stvari se reši na primarni ravni, če imaš tam družinskega zdravnika. Danes ga nimamo ravno zaradi vseh teh stvari, ki so se dogajali. Ampak bežijo nam, gospa Bregant, zaradi preobremenjenosti. Na hitro replika, gospod Kordiš, potem gospod. In to niso dvoživke, da se razumemo. Mislim, da je zelo jasno, vi sami danes v oddaji slikate, kaj je največji problem v našem zdravstvu, ki se prevaja tudi v kadrovski deficit. To ni javno planiranje in javno zdravstvo, ampak vdor zasebnega interesa. Začeli smo pri korupciji, zasebni dobavitelji. Nadaljevali pri čakalnih dobah, zasebni zdravniki, ki so sočasno dvoživke v javnih zdravstvenih zavodih. V prispevku ste pokazali koga? Zasebne dispečerje nekih hitrih testov za vprašljivo učinkovitostjo, ki so se kupovali zato, ker so jih prodajali neki kriptobojzi okoli vlade Janeza Janše. Potrebujemo robusten javen zdravstveni sistem, ki ga iztrgamo iz lok tega zasebništva in v tem kontekstu lahko rešimo tudi kadrovsko stisko. Z dodatnimi programi za družinsko medicino na medicinski fakulteti, tudi uvozu kadra. No, vsezadnje, ta problem ni od danes, že 10 let nazaj ga najdemo v vladnih dokumentih, ker opozarjajo takratna vlada, da se bo zgodilo natančno to, kar se je, da bo 130.000 ljudi ostalo brez osebnega zdravnika. Potem je pa kot posledica politične odločitve stanje še naprej drselo v prepad, namesto da bi se ukrepalo. In ukrepe pričakujemo od naslednje vlade. Gospod Möderndorfer, vi bi povečali število specializacij glede na potrebe, hkrati pa število razpisanih specializacij ne bi smelo presegati števila kandidatov. Kako si to predstavljate, glede na to, da zanimanja za specializacijo družinske medicine ravno zaradi preobremenjenosti v resnici ni? No, predvsem se moramo najprej zavedati, da je tukaj zdaj izvorni greh tudi tistega dogovora, kjer v bistvu je pri družinskih oziroma pri zdravnikih začel padati število opredeljenih pacientov. Glavarinske količnike. Tako je, glavarinske količnike. Ampak gledalci ne vejo, kaj to pomeni. Ne? Koliko opredeljenih pacientov na zdravnika. Ampak tisto, kar je pomembno, je, da če kdo,
če kdo po tej dveletni epidemiji, bojo zdravniki zelo dobro razumeli, da je smiselno začasno v bistvu dvigati ta glavarinski količnik ali vsaj dati moratorij na nehanje padanja tega glavarinskega količnika, ker mi zdravnikov ne bomo dobili čez noč. Drugi ukrep, to so kratkoročni ukrepi. Drugi ukrepi so seveda, če govorimo na splošno na vseh treh nivojih, pa je, veste, veliko se govori, da zdravniki odhajajo. Saj ni res. V tujino so odšli, bom dopovedal do konca, ker vedno me prekinete, vsi ostali pa se trikrat oglašajo. Zdravniki v lanskem letu jih je šlo 6 v tujino. Eno leto predtem jih je šlo 11. Še eno leto nazaj pa 17. Torej, kam so vsi šli te zdravniki? K zasebnikom. In zdaj pa tisto, kar je najbolj pomembno. Mi nismo za to, da ukinemo zasebnike. Zakaj? Jaz vedno pravim, da noben zdravstveni sistem ne bo zdržal tudi brez zasebnikov. Samo ločiti jih želite. Tako. Treba jih je pa jasno ločiti in kako jih je treba ločiti. Ampak lahko postavim še eno podvprašanje glede družinskih zdravnikov. Te glavarinski količniki so se znižali zaradi preobremenjenosti, ker so zapuščali zdravstvene domove. Se ne bojite, da se bo zgodilo isto, če jim boste dodelili več pacientov, če jih boste bolj obremenili? Ne, gledajte, gre za to, da imamo mi danes nerazumno dolge čakalne vrste. In gre za to, da imamo mi tudi 130 tisoč ljudi, ki ne more priti do zdravnika. Zdravnikov pa sčarati ne moramo, kar pomeni, da bo mogel priti en začasen ukrep, da najprej rešimo ta problem. Se s časom bomo potem, če bomo seveda sprejeli tudi ostale ustrezne ukrepe, kot so jih nekateri naštevali, dodatna sredstva, digitalizacija, razbremenjevanje, boljše okolje, reorganizacija javnih zavodov in kar je najbolj pomembno, mi rabimo predvsem nadzor, tudi kaj zdravniki delajo, ker niso vsi enako obremenjeni. In tukaj rabimo aktivno zdravstveno. Gospod Židan, pa potem gospod govori, ima prav, ne? Kar naprej se pozablja, da v zadnjih 15 letih se je število družinskih zdravnikov kljub vsemu povečalo za 13,5%. Uvedli smo referenčne ambulante, da nekoliko manj obremenimo družinsko medicino in uvedli smo dolgoročne recepte, da manj obiska pri zdravniki. Glavarinske količnike, berite poročilo Računskega sodišča, je pa izsilo ceh. In kaj je Računsko sodišče povedalo? Reklo je, ni se upošteval javni interes. To je podobno kot obe državni sekretar. Kje je tu javni interes? Saj razumemo, da se počasi število pacientov na dan mora zniževati, da bo lahko bolj kvalitetna usluga, vendar ne more hitreje, koliko je na razpolago zdravnikov. In tisto, kar je pa jaz naredil, kar bi mi naredili, pa je bistveno povečanje plač družinskim zdravnikom, ker so dejansko deprivilegirani, tudi plačilo tistega, kar je nadnormativ in obvezno za javne zdravstvene zavode, da morajo sprejeti paciente. Bi tudi vi dvignili plače zdravnikom, družinskim zdravnikom, gospod Golob? Ja, pa ne samo njim. Mislim, da so mladi zdravniki, specializanti, tisti, ki so danes najbolj izpostavljeni, poleg tisti, ki delajo za nekaterih negovalnih osebju, so tisti, ki imajo danes praktično neomejen urnik za nič plačila. Najprej treba omejiti število ur, s katerimi jih lahko obremenijo različni predstojniki, potem jih pa tudi ustrezno nagraditi in plačati za njihovo delo. Mladi zdravniki z delovno dobo do 10 let so tisti, ki jih želimo zadržati in ki jih moramo prepoznati, ker so oni nosili največje breme te epidemije in ne njihovi starejši kolegi. In ta del se mi zdi zelo pomemben pri vseh bodočih reformah, tudi plačnega sistema v zdravstvu. Negovalno osebje, medicinske sestre, mladi zdravniki in družinski zdravniki. To ni celoten spekter zdravnikov. Gospa Godec, gospa Bratušek. Ja, jaz sem zelo vesela, da gospod Židan govori o tem, da morajo opisovati do glavarinskega količnika. Očitno, samo lahko dokončam, prosim. Namreč imamo splošni dogovor, ki se vsako leto podpiše. In leta 2020 je bilo v splošnem dogovoru ravno to napisano, da je potrebno tisti, ki ni upisoval zdaj do glavarinskega količnika, ki je določen, mora upisovati. V splošnem dogovoru za leto 2021 pa je napisano, da je sedaj glavarinski količnik 1895 za celotno Slovenijo, kar prej ni bilo. In tisti, ki upisuje več kot to, ravno zaradi teh 130 tisoč, ki niso imeli opredeljenega družinskega zdravnika, se dodatno plača. To pomeni, da je dodatno plačan, kar do sedaj ni bilo. Poleg tega smo v PKP-ju dodali tudi 20% za tisti, ki grejo specializirati družinsko medicino. Poleg tega smo uvedli preko PKP-ja tudi hitrejše potrjevanje slovenskega jezika C1 sicer, vendar to lahko dela zdaj zbornica. Ni potrebno delati na inštitucijah, ki preverjajo slovenski jezik. Potem je osnovna licenca.
Tako da na področju družinske medicine smo se zavedali, kaj je potrebno narediti in smo to tudi naredili. In bi bilo dobro, da poznate tudi splošni dogovor, ki je zelo zapletena stvar, moram reči, ampak vse tisto, kar so zdaj govorili, je v bistvu hiter kratkoročni ukrep, ki je že bil narejen. Gospa Bratušek, se vam ta kratkoročni ukrep zdi učinkovit? Bomo tukaj zdaj videli te premike? Absolutno je treba razdeliti ukrepe na kratkoročne in dolgoročne. Ampak mogoče samo nekaj podatkov. Ja, 1895 glavarinskih količnikov je normativ, povprečje v Sloveniji je 2406. 534 zdravnikov ima manj pacientov, kot je teh 2406 glavarinskih količnikov, in 142 zdravnikov še vedno sprejema paciente. Če želimo družinsko medicino narediti bolj zanimivo za mlade, bo treba urediti delovne pogoje, razbremeniti zdravnike administrativnih del, ukiniti delo na tako imenovanih 2 deloviščih hkrati, dvigniti plače zdravnikom in tudi se strinjam mladim zdravnikom, in vse, ki bi sprejeli paciente nad normativom, absolutno dodatno in mogoče še več kot osnovnega pacienta plačati. In še eno stvar bi dodala, tukaj so starejši upokojenci, ki ostanejo brez družinskega zdravnika, mogoče še najbolj prizadeti, zato ker niso vešči iskanja po teh digitalnih... Ja, po spletu in je veliko težje. Tukaj bi država absolutno morala narediti en SOS telefon in pomagati tem ljudem iskati... Gospa Godec, kratka replika. Še enkrat poudarjam, ti kratkoročni ukrepi so bili narejeni, plačilo nad tistim glavarinskim količnikom je urejeno. Bi pa še nekaj povedala. Družinska medicina specializacije so najbolj upadle v letih 2018 in 2019. Razpisanih recimo 1119, upisanih samo 25. Kaj se je takrat zgodilo? Če se spomnite škodljivega člena 3a člena, 5. alineje, ki je zahtevala, da poleg 5 let izobraževanja, strokovnega izpita, 6 let specializacije, specialističnega izpita, morajo imeti mladi zdravniki še 5 let delovne dobe, da lahko samostojno opravljajo zdravstvene dejavnosti. In to je bilo tisto, kar smo tudi v tej vladi, v tem času covida odpravili z zakonom. Gospod Kordiš, na kratko replika, ker vam prej nisem dala besedo. Zato, da naslovimo kadrovsko stisko v naših zdravstvenih institucijah, je potreben dvig plač za zdravnike začetnike in za družinske zdravnike. Tu ni absolutno nikakršnega dvoma, te ljudje si zaslužijo prepoznanje in boljšo plačilo. Ampak ne pozabimo, da je medicina timska stvar. Znova poudarjam, tu so tudi standardi in normativi za zdravstveno nego, za medicinske sestre, tudi te si zaslužijo dodatno prepoznanje in boljše plačilo za opravljeno delo, ne pa da izgorevajo enako, kot izgorevajo družinske zdravnike. Nedvomno, in to bo pomenila naloga prihodnje vlade. Kdo pa bo poskrbel za mlade? Kdo jih bo slišal? Mnogi doživljajo hude stiske in ne pridejo do ustrezne pomoči. Kaj mladim obljubljajo mladi? Takoj po oglasih v studio prihajajo predstavniki podmladkov. V sklepnem delu oddaje smo govorili bomo o duševnih stiskah mladih. Te kot posledica epidemije še kar trajajo, celo več, še poglabljajo se, ker mnogi ne pridejo do ustrezne pomoči. Kako pomagati mladim, bomo vprašali predstavnike podmladkov strank. Arne Jakob Zakrajšek, v podmladku Levice pravite, odgovor je le v radikalni spremembi sistema, v katerem živimo. Kaj bi vi spremenili, da bi vsi mladi, ki potrebujejo strokovno pomoč, do nje prišli pravočasno? Hvala za vprašanje. Na začetku se moramo zavedati, da problemi, ki so jih mladi izkusili tekom korona krize, niso izolirani problemi, ampak so problemi, ki izhajajo iz tega, kakšni smo kot družba. Torej, zavedati se moramo, da številni mladi, torej ob študiju, da morajo delati, da si lahko privoščijo streho nad glavo, da so naprimer mnogi zaradi vladnih ukrepov oziroma ostali brez strehe nad glavo, da so bili deložirani naprimer iz študentskih domov. In vse to je pustilo te mlade v neki hudi stiski. Ampak te stiske niti ne morejo reševati, ker imamo v Sloveniji naprimer hudo pomanjkanje kliničnih psihologov, ki so edina oblika psihologov, ki jih naprimer financira zdravstveno zavarovanje. Pomanjkanje imamo seveda zato, ker je specializacija v tej smeri ne odraža potreb družbe.
mladi morajo čakati na obravnavo po pol leta, po eno leto in v tem času naprimer, lahko že opustijo študij. In to so posledice, ki bodo trpeli celo življenje. Torej, Ta problem reševati kot družba. Podpredsednik Slovenske demokratske mladine Andrej Hoivik, podatki so zgovorni. Leta 2019 je na otroško psihiatrijo Ljubljanske pediatrične klinike na prvi pregled prišlo 210 otrok in mladostnikov, lani 419, od tega je bilo 258 primerov urgentnih. Stroka je tu jasna, porast duševnih motenj je predvsem posledica zaprtja osnovnih šol te izgubljene rutine. Bi vi v zelo verjetnem novem valu epidemije zapirali šole? Hvala lepa za vprašanje. Ja, zagotovo je bilo šolanje daljavo ena težka preizkušnja za naše mlade, predvsem za prvo triado osnovne šole. In zdi se mi, da zapirali šol ne bi, če pride še naslednji val. Socializacija je zelo pomembna, to smo ugotovili v teh 2 letih, ampak morda bi zdaj pogledali na pozitivno stran. Če pogledamo med pandemijo naše športnike, neverjetne dosežke so dosegli po pandemiji, Janja Garnbret, Matej Mohorič, skakalci in skakalke. In se mi zdi, da mladi so začutili tudi med pandemijo, da če trenirajo, če se aktivirajo, lahko premagajo tudi te stiske. Seveda če bomo vodili vlado, to predvsem mladi nagovarjali. Torej več športa, čeprav razumem. Več športa, več aktivnosti. Jaz bi tako, če lahko poveste sam, gospa Sodja, katera kamera je tamle bi nagovoril mlade, ne bodite depresivni, bodite aktivni, pridružite se nam v Slovenski demokratski mladini in mislim, da bo tudi ta depresija kmalu odšla stran. Hvala lepa za ta nagovor. Kaja Galič, vi ste šefica podmladka Slovenske ljudske stranke. Pravite, da imajo mladi nizko raven zaupanja v vlado, politične stranke in parlament. Poglejte, mladoletni mariborski dijaki, ki so opozarjali, da mladi postajajo mrki, žalostni in brez volje in zato na protestih zahtevali vrnitev šole, so morali zaradi tega na sodišče. A se vam to zdi prav? Lejte, vsak mlad ima pravico, da pove svoje mnenje, svoj pogled na situacijo, ki se pač dogaja. Jaz bi tukaj mogoče pogledala bolj na pozitiven vidik vsega skupaj. Ja, res je epidemija negativno vplivala tudi na duševno zdravje otrok, mladostnikov, ampak se mi zdi, da se moramo osredotočiti tukaj, kako bomo delali vnaprej, da bo temu bolje. V gibanju Povežemo Slovenijo bomo predvsem opozarjali na to medgeneracijsko povezovanje in sicer na lokalnem nivoju, kjer bodo otroci in mladostniki imeli okoli sebe varno okolje, kjer bodo socialno vključeni in se potem v primeru kakršnihkoli težav lahko obrnili na svoje bližnje. Tukaj bi poudarila, da se bomo predvsem zavzemali, da se bo več poudarka dalo na samo preventivo. Dejstvo je, da so duševne težave... Ampak tudi zato boste potrebovali še več kadra. Seveda. Katja Berg-Bevc, vi ste predsednica Mlade Slovenije, pravite, da politika, ko govorimo o mladih, gleda preozko, da ne poskrbi za vse skupine mladih. Katere skupine mladih je politika spregledala? Kaj opozarjate? Pri nas v Novi Sloveniji smo prepričani, da je preventiva ključna tudi za preprečevanje duševnih stisk mladih. In v okviru tega moramo dati večji poudarek krepitvi družin. Namreč iz osnovne vzgoje, iz odnosov med staršema se potem tudi otroci naučijo, kako biti odporen na bodoče stiske, na bodoče krize. In če bomo krepili družine, kar je zelo pomemben del tudi našega volilnega programa, potem bomo v prihodnosti lažje premagovali takšne epidemije, podobne krize, ki še pridejo. Zdaj, v tem trenutku pa vsekakor potrebujemo največ možne kurative na področju duševnih stisk, se pravi več psihosocialnih programov, namenjati denar za nove specializacije iz klinične psihologije, za pedopsihologe in tako naprej, da res ustavimo vse te programe mora seveda generacije. Nekdo voditi. Predsednik Mladega foruma Luka Goršek, stranka SD je za povezovanje z Gibanjem Svoboda, vi pa ste na Twitterju delili objavo vašega generalnega sekretarja, sliko Marjana Šarca s frizuro gospoda Goloba. Pa me zanima, kakšen zgled boste mladim, nanje namreč slabo vpliva tudi prekomerna uporaba telefona, socialnih omrežij, skratka vsebine, ki v resnici niso vsebine. Ja, hvala za vprašanje. Sicer mislim, da ta primer iz Twitterja glih ni nekako vezan na duševne stiske mladih, bi pa enostavno prešel na neke rešitve. Sprašuj, kakšen zgled boste mladim? To je njegovo osebno mnenje, kakor ste videli to tweeto iz osebnega profila. Mladi forum ga je retweetal, ja. Ja, drugače pa v Mladem forumu imamo dejansko prave ukrepe, kako
duševno stisko mladih tudi zajeziti. In to je po sistemu sistematskega pregleda, da bi vsak 16-letnik obiskal psihologa ali psihiatra in bi s tem v bistvu zajezili prav čas te duševne stiske. Mora pa tudi naslednja vlada, kakršnakoli bo, omogočiti več kapacitet za hospitalizacije. V Sloveniji imamo tudi, vemo, velik problem s tem, da je alkoholizem v bistvu na neki sekundarni točki oziroma je to nek sekundarna tema. Alkoholizem povzroča nasilje v družinah, tega so pa deležne ponavadi ženske in pa tudi mladi. Treba pa seveda zaščititi nevladnike, ki so tisti, ki delujejo v bistvu zato, da se prepreči že vnaprej neka hujša duševna stiska pri mladih. Hvala lepa. Lucija Tacer, ste predsednica podmladka pri Gibanju Svoboda. Starši kličejo in iščejo pomoč, nato pa dobijo termine čez 8, 10, včasih celo 12 mesecev. Kako bi vi zagotovili več strokovnjakov in hitrejši dostop? Ja, hvala za vprašanje. Tega problema bi v Gibanju Svoboda lotili sistemsko kot veliko drugih. Najprej moramo skrajšati čakalne vrste, kar ste tudi omenili, in to najbolj neposredno naredimo s tem, da bomo investirali v specializacije v psihologiji, ker imamo psihologov premalo, imamo jih le 8, če se ne motim, na leto, potrebujemo pa jih 30 po analizah, ampak vemo, da takšen ukrep ne bo imel takojšnjega učinka, zato bomo med tem vmesnim časom okrepili tudi pomoč v izobraževalnem sistemu, predvsem zvišali število svetovalnih delavcev v obveznem šolstvu in pa tudi v Sloveniji imamo posebno priložnost, ker imamo tako velik odstotek mladih tudi v neobveznem šolstvu, tako da bi tudi na univerzah uvedli svetovalne programe, ki jih lahko izvajajo že študenti psihologije z ustreznim mentorstvom. Jakob Kužnik, v LMŠ opozarjate na enega umrlega za covidom, je več kot 200 ljudi zbolelo za duševnimi motnjami. Kako bi vi zagotovili dovolj psihiatrov in psihologov, da bi sploh lahko odpirali te dodatne centre za duševno zdravje? Ja, lepo zdrav. Poglejte, mi se moramo zavedati, da klinični psihologi in psihiatri niso edini profil, ki se ukvarja z duševnimi motnjami. In pomembni so tudi psihoterapeuti, pa socialno varstvo in pa izobraževalne ustanove. Zdaj, kaj moramo mi narediti? Mi moramo zagotoviti takojšnjo obravnavo. Preden psihološka stiska preraste v psihološko težavo ali pa psihološke motnje. Kako to narediti? Je, dajmo urediti že enkrat ta področje psihoterapije zakonsko, tako da bo kvalitetna in dostopna tudi preko javnega sistema. Tako bomo skrajšali čakalne vrste, nič drugače. Seveda je treba tudi financirati dodatne specializacije obeh profilov, ampak to je samo treba se problema lotiti široko in aktivirati vse resurse, nevladne organizacije in vse sektorje na tem področju. Hvala. Rebeka Strovršnik, podmladek stranke Alenke Bratušek, zapisali ste, družbene razmere povzročajo globoko negotovost med tistimi, ki bodo najpomembnejši nosilci sprememb med mladimi. Kaj je prvi ukrep, ki bi ga recimo vi sprejeli, da bi mladi postali bolj slišani? Dober večer tudi z moje strani. Jaz bi najprej poudarila, da smo v stranki SAB večkrat naslovili problematiko naraščajočih stisk mladostnikov in otrok. Izpostavili smo to večkrat v državnem zboru, predlagali številne ukrepe, žal nas vlada takrat ni slišala, zato je za nas zdaj ključno, da se skrajšajo čakalne vrste, da se ukrepijo preventivni programi za otroke, za mladostnike, da se poskrbi za kurativo in nenazadnje potrebna je tudi destigmatizacija področja duševnega zdravja. Številni posamezniki si namreč ne upajo poiskati pomoči, ravno zaradi pritiska okolice, strahu pred tem, kaj si bo okolica mislila, in to niso samo mladi, so tudi starejši, tako da to so naše ključne prioritete področja. Hvala lepa, na tej točki seveda končujemo. Hvala lepa, spoštovani gostje. Hvala tudi naši publiki, predstavnikom Društva bolnikov. In hvala seveda vam za pozornost. Prihodnji ponedeljek spet vabljeni v novo predvolilno soočenje. Z vami bo Uroš Slap, ki je ta trenutek v našem večernem studiu z gosti že pripravljena analiza nocojšnjega soočenja. Tudi ekipa Dejstev je preverjala točnost in resničnost nocojšnjih trditev, kaj je res in kaj ne, preverite na 24ur.com. Hvala še enkrat, da ste bili z nami, lahko noč vam želim in vse dobro.